Obkrožiti za ali proti. Kaj nam svetujejo tarot karte? Ta video je namenjen polnoletnim državljanom in državljankam Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico. Če ne spadaš v to kategorijo, te lepo prosim, da zapustiš ta video posnetek. Enako naprošam tudi vse tiste, ki niste pripravljeni slišati resnice, ampak raje verjamete lažem. In enako naprošam tudi vse tiste, ki nimate osnovnega nivoja čustvene inteligence. Čustveno neinteligentni ljudje so tisti ljudje, ki se hitro razjezijo, hitro užalijo, ki si stvari jemljejo preveč k srcu, ki se sramujejo sebe in svojih predsodkov, in tisti, ki ne sprejemajo drugačnosti in mnenj drugih. To so ljudje, ki ne znajo ravnati s pomočjo svojega srca, ampak ravnajo s pomočjo svojega ega. Če spadaš v katerokoli od teh treh kategorij, te lepo prosim, da zapustiš ta video posnetek. Danes je lep dan in ta video bi ti ga zagotovo pokvaril. Vsi tisti, ki ste srčni, ki sprejemate drugačnost in mnenja drugih, ki si radi odpirate nova obzorja in predvsem tisti, ki se radi zabavate in uživate v življenju, vse vas lepo vabim, da se mi pridružite v tarot napovedi, ki nam bo razkrila, katera odločitev je prava na referendumu za zakon o vodah. Lepo vabljeni. Pozdravljeni. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja. Po poklicu sem grafična oblikovalka, sicer pa se ukvarjam tudi z branjem tarot kart. Nekateri me že vsak dan spremljajo na Facebook strani in tudi na Instagram profilu, kjer vsakodnevno objavljam dnevne tarot napovedi in tako ljudem pomagam, da izkoristijo priložnosti, ki so jim v določenem dnevu dane. Tudi tukaj na YouTube kanalu delam tarot napovedi, ampak sem zadnje čase malček manj aktivna. Sem pa zdaj v bistvu v neki taki dilemi, ko ne vem, kaj obkrožiti, da bo prav. Iskreno sem nekako čutim nek precep, nekako ne morem se odločiti, katera odločitev je res tista, ki je prava. Zato, ker iz ene strani dobim take informacije, z druge strani dobim take informacije in nekako, če odmislim vse, recimo vse neke politične afere, nekako pridem do zaključka, da ne vem, kaj je prav. Enostavno ne vem, kaj je prav za našo vodo. In ker nekako v sebi ne najdem tiste mirnosti, niti za, niti za proti, sem včeraj dobila idejo, da bi mogoče zato vprašala karte. Zato, ker jaz verjamem v karte. Jaz verjamem, da karte govorijo resnico in verjamem, da nam bodo tudi tukaj pomagale pokazati, katera pot je res tista prava. Zdaj, zakaj sem jaz točno v dilemi, če povem na hitro, kratko zgodbo, kaj se je zgodilo, kako je prišlo do tega, da sem jaz v dilemi ali pač karkoli. Jaz sem dobila po pošti ta letak. In seveda takrat nisem vedela sploh, da bomo imeli kakšen referendum, nisem imela pojma, ker jaz pač teh stvari ne spremljam. In ko sem videla ta letak, sem videla, ok, nekaj v vodah, super, za, ne, tukaj imamo za, treba obkrožiti za. Ok, super, bom si prebrala, ko bo čas za to in sem to odložila tukaj na mizo. Ni naključje, da je ta protiletak padel na tla, ne? Ne skepam, ne vem, bomo videli. Potem pa sem dobila en obisk in ko smo se tako pogovarjali, je ta oseba, ki je bila pri meni na obisku, videla ta letak na mizi in smo se začeli o tem pogovarjati, seveda. In nekako smo ugotavljali, kaj treba sploh obkrožiti, ali za ali proti, in jaz sem sklepala, glede na to, da ta letak govori o tem, da bomo imeli lepe vode, če bomo sprejeli zakon, in grde vode, če ga ne bomo, sem pač seveda rekla, da je treba obkrožiti za. In potem ta oseba, ki je bila pri meni, je rekla, da če je to letak od politike, da se treba malček boljše vprašati, če je res za pravi odgovor. In ko smo tako gledali, smo videli tukaj seveda te tri velikane, oziroma jaz poznam samo dva, NSI, nima pojma, kdo je, prvič slišim. In takrat sem v bistvu ugotovila, da res, ker pač, ne vem, politikom jaz nekako sploh zdaj v teh časih, ko smo obkroženi s temi nesmiselnimi ukrepi, težko verjamem. Tako da sem nekako bila mnenja, da mogoče res treba obkrožiti proti, ampak glede na ta letak sem bila še vedno nekako prepričana, da je za pravi odgovor. No, in ko je ta obisk odšel, sem šla na Facebook in po naključju sem naletela glih na video od Vida Valiča, ki v bistvu poziva ljudi, da grejo k referendumu in zakaj. Zdaj, v tem videu ni bilo nikjer, ker jaz pač nisem imela dosti informacij o tem problemu, ni bilo nikjer tako jasno definirano, kaj treba obkrožiti. In takrat, ko sem videla tisti video, pač vedela sem, da je to sarkazem, vedela sem, da je pretiravanje na polno, da je vse v bistvu nek humor zadaj, kar mi je bilo všeč in tudi video na splošno mi je všeč. Sem nekako bila skoraj v paniki, ker nisem vedela, kaj zdaj moram obkrožiti, nikjer ni povedal, kaj moram obkrožiti. In potem sem videla v bistvu v opisu, da piše, da je proti.
In to mi je potem dalo tisto neko tako pravno razsvetljenje. O moj bog, kakšni lažnivci so tele, kako si lahko kaj takega izmišljujejo. To je grozno. Tako sem poklicala to osebo, ki je bila pri meni na obisku in ji povedala, da ja, moraš obkrožiti proti. No in ta isti dan smo potem imeli nek dogodek in smo bili zunaj, bilo je luštno, lepo smo se imeli in seveda so se našli ljudje, ki so delili tele letake. Jaz sem bila takrat prepričana, da bom obkrožila proti. Zato sem vzela ta letak in sem si rekla, da ga bom doma v miru prebrala. No in na celi dan se usedem za mizo in rečem, no, dajmo, da preberemo, kaj je zdaj proti, kaj je resnica, ne? Ker če ta letak poln laži, se pravi, v tem bo ena sama velika resnica. In začnem brati in tako pač, sej ne pišejo iste stvari kot v tem, ampak če pogledaš tako čisto neke osnove, ne, ker nočemo, da nam vzamejo pitno vodo, tle pa piše za zdravo pitno vodo. Se pravi, oba letaka na nek način govorita eno in isto, samo da je zapisano na drugačen način in z drugimi besedami. In takrat sem začela spraševati, kdo tukaj laže, kdo ima tukaj koga za norca. Potem je prišel na obisk pač neka druga oseba, ki v bistvu zelo zaupam. In ko sem jo povprašala o mnenju, kaj bo ona obkrožila, je bil odgovor za. In to me je presenetilo. Bila sem tudi zadovoljna, da je neka oseba, ki se strinja s tem zakonom oziroma s to novelo in da bi obkrožila za, zato sem pač povprašala malo več o tem, kaj si ona misli o tem. In sem tudi povprašala malo smo argumentirale določena stališča, malo smo se pogovarjale tako in nekako, ne bom rekla, da me je uspela prepričati za, ampak sem nekako bila spet v tem precepu, kaj je prav. Ker njeni argumenti so mi bili argumenti teh, ki govorijo proti vodi, so mi bili, pri teh, ki so govorili proti, me je zmotilo to, ker so tako napumpali vso situacijo, da gre skoraj človeku na bruhanje. Pa ne govorim to za vse, ampak pač tako jaz to doživljam. Tako pač je. Pač te, ki so proti zakonu, pravijo, da bodo ob rekah gradili tovarne, bencinske, pokopališča, ne vem kaj še vse. Halo. Iz katerega sveta ste vi padli? Pa kdo za Boga bi sprejel zakon, ki bi dovolil, da ob rekah gradiš tovarne, ki škodijo vodi, da ob rekah gradiš bencinske servise, ker v bistvu bencina bo prej ali slej itak zmanjkalo, tako da čez 5 let verjetno sploh ne bomo več rabili bencinskih. Kdo za Boga bo ob rekah gradil pokopališča in kdo bi sprejel tak zakon? Pač to meni ni jasno, zato ker če neka oseba oziroma neka ustanova ali karkoli, recimo vlada, sprejme zakon, ki bi dovolil graditi bencinske servise in ne vem kakšne kemijske tovarne in industrije ob rekah, bi seveda zastrupljali pitno vodo. Pitna voda je osnovni vir življenja. Pač to je nekaj, brez česar ne moremo živeti. To je enako pomembno, če ne še bolj pomembno kot zrak. In če mi zastrupimo vse vode v Sloveniji, če nimamo več pitne vode, ja, glejte, tudi politiki je ne bodo imeli, Tudi politiki ne bodo imeli. Zato verjamem, da politiki ne bi delali zakonov, ki bi res tako grozovito vplivali na usodo vode. In potem sem tukaj v tem precepu, ne. Zdaj, te, ki so proti, ne pravim, da vsi, ker marsikdo ima zelo tehtne argumente, zelo neke oprijemljive argumente, ampak recimo v splošnem, te, ki so proti, malček pretiravajo. In to je tisto, kar mene zmoti. Mene zmoti, kadar nekdo pretirava in kadar govori neumnosti, ki niso resnične. To je bilo v bistvu meni tisto, kar me je nekako zmotilo, da bom proti. Zato, ker mi pač enostavno ne maram, če nekdo nekaj pretirava. Po drugi strani pa politikom zdaj tako, ne, pač politikom je po eni strani treba zaupati, zato ker oni imajo nekako širšo sliko, oni vejo, kaj se dogaja zadaj, oni vejo, kaj prihaja, katere novosti prihajajo na področju politike, oni vejo, kaj se spreminja, vejo, kaj, pač oni imajo neko širšo sliko in nekako na podlagi te širše slike ustvarjajo nove zakone. In seveda jim je treba zaupati, zato ker oni so tisti, ki to državo vodijo. Po drugi strani, zdaj, ko smo se soočili z vsemi temi ukrepi in z vsemi temi je seveda zaupanje v politiko vse slabše in slabše.
In tudi tukaj jaz težko zaupam politikom, če so ustvarjali take nesmiselne ukrepe, je potem res možno, da ustvarjajo tudi smiselne zakone. I don't know. In zato sem potem v bistvu, mislim, da je bila sobota. Ja, mislim, da je bila sobota, ko so vsi na polno začeli objavljati, da bodo glasovali proti. Vsi. In takrat sem bila nekako še vedno jezna na te, ki so proti, zato ker pretiravajo na polni črti. In zato, da malo zakuham in zamešam štrene, sem seveda objavila objavo, slikala sem oba ta dva letaka in napisala, da bom šla na referendum in da bom oddala neveljavni glas. S tem pokažem v bistvu, da mi je mar, zato ker sem prišla na referendum, ker najlažje je biti pameten, ostati doma in reči, moj glas itak ne spremeni nič, namesto da greš na referendum in daš pač neveljavno glasovnico. In meni se to zdela v tistem momentu res dobra rešitev, zato ker enostavno nisem vedela, kako naj se odločim, da bo prav. In ta občutek, da bom šla in oddala neveljavno glasovnico, je v moje srce prinesel nek mir, nek občutek, da je to prava odločitev zame. Seveda so mi potem začeli napadati vsi po vrsti, noben mi ni napadal, vsi so bili ful prijazni in hvaležna sem res vsem, ki so se mi javili in mi podali svoje argumente, mi predstavili svojo perspektivo, zato ker mi je pomagala nekako najti neke boljše usmeritve, neke boljše smernice. Moram reči, da mi niso čisto pomirili, da mi niso dali čisto vseh argumentov, ki sem jih hotela, zato da bi vedela, kako se prav odločiti. In sem potem naslednji dan poiskala te zakone, prebrala trenutni zakon ali obstoječi zakon in prebrala sem novelo o zakonu. Zdaj, jaz ne morem reči, da se ful nekaj spoznam na zakone, ker pač jaz sem umetnica, grafična oblikovalka, ne ukvarjam se s pravom in temi dolgočasnimi stvarmi. Ampak pač imam nekaj pameti v glavi, kljub temu, da sem blondinka. In nekako ne bom rekla, da jaz razumem zakon 100%, ne bom rekla, da pač ne morem reči, da te stvari obvladam, ampak pač s kmečko pametjo, čisto tako, z nekim zdravim razumom, ko bereš zakon, ta novela v zakonu ne spremeni skoraj nič. Pač ja, so neke spremembe. Po mojem mnenju se bolj sliši grozno ali pa slabo, kot je v resnici. Zato, ker tukaj v tem zakonu je še dosti drugih členov in še dosti drugih točk, ali ne vem, kako se temu reče, ki potem preprečujejo marsikaj. Se pravi, če bi ti hotel zgraditi bencinsko ali pa neko tovarno ob reki ali pa ob morju, bi mogel upoštevati še druge zakone o vodah, oziroma ne vem, kaj so tam so naštevali neki cilji o vodah in ne vem, nekako ne smeš uničevati okolja, ne smeš tega, ne smeš onega. In tudi, če bi zgradili neko tovarno ob reki, celo to mislim, da sem prebrala, da morajo plačevati neke vodne davke, tako da že to je nek dodaten strošek in ne vem, zakaj bi kdo šel v to, razen če bi imelo to res neko veliko prednost za našo državo ali ne vem, pač karkoli. Skratka, kar hočem povedati je, da so v tem zakonu še neke druge točke, ki jih je treba upoštevati, če ti hočeš nekaj tam graditi. In ni vse samo tako, da če ti hočeš graditi nek objekt, da boš pa zdaj kar lahko gradil. Ne moreš, ker je tukaj še dosti blokad, ki jih moraš v bistvu upoštevati, prilagoditi, spremeniti, da ti dejansko lahko tam zgradiš nek objekt. In zato sem jaz prišla do zaključka, da je v bistvu vse to ena sama štala, ena sama igra, en sam scenarij, ki so si ga zmislili pač na vladi. Mislim, se ne vem, če je to res, to jaz govorim čisto tako po svojih občutkih, ampak jaz imam nekako občutek, da je to nek zrežiran boj med levico in desnico, zato da se ustvari razkol med narodom, zato da se ljudje začnejo sovražiti med sabo, da se ustvari več jeze, strahu, predvsem strahu, zato ker če se ti bojiš za to, da ne boš imel pitne vode, je v tebi strah. Strah potem, da ne boš mogel normalno živeti do konca svojega življenja. In kadar si ti pod vplivom strahu, takrat tisti, ki so nad tabo in ki imajo celotno situacijo nekako pod kontrolo, lahko s tabo manipulirajo, kolikor hočejo. Pač se ne pravim, da je to res, jaz ne vem, ne morem tega trditi, ampak to je nekako moj občutek, da je to vse v bistvu zrežirano. Mogoče to tudi naključno zrežirano, ne da so se oni prav zmenili in da so se prav zmenili, da bo naredili razkol v Sloveniji, lahko da je to čisto neko naključje, vseeno. Bistvo je, da
Po mojem mnenju novela ne spremeni dosti zakona in zdaj tako, sem za ali proti, še vedno ne vem in v bistvu tukaj imam zdaj te probleme, ne. Če bi obkrožila proti, pomeni, da bi zakon ostal tak, kot je. Zdaj, tak, kot je, pa se mi ne zdi, da je glih najboljši, zato ker imamo kar nekaj izjem že recimo postavljenih. S tem pridem do zaključka, da ta zakon, ki že obstaja, ni glih čisto najboljši. Okej. Zdaj pa, če pogledam, če bi sprejela novelo, ja bi, ampak če pogledamo te strokovnjake, recimo to, kar meni najbolj tako, kar me moti, je, mislim, da je minister za zdravje, ma nisem ziher, nekdo, ki je odstopil v glavnem, zato ker se ni strinjal z vladnimi ukrepi in ni hotel delati tako, kot je vlada rekla, in potem je pač prišel nazaj in mislim, ne vem, nekaj takega je bilo, se ne vem, jaz tega ne spremljam, tako kot sem že rekla, ampak to, kar pač ujamem, sem videla, da je nek minister odstopil, zato ker se ni strinjal z vladnimi ukrepi. In pol je prišel nazaj in te vladni ukrepi so še vedno ostali. In to potem ti ustvari nek občutek, da te ministri in strokovnjaki delajo v interese vlade, ne delajo v interese njihove stroke, oziroma da niso strokovni, ampak da bolj popuščajo vladi, ne. In tukaj potem pride ta problem, kaj je prav. Ker verjetno nov zakon bi pač verjamem, oziroma tako tukaj piše, da bi marsikaj spremenil, da bi marsikaj izboljšal. Ampak kadar so pa tukaj še ministri, ki so nekako podkupljeni od vlade, pač taka slika se predstavlja, ne morem pomagati. Potem ti to ustvari ful enega nezaupanja. Po drugi strani so pa spet te, ki ful pretiravajo, tako da pol tudi tukaj je nezaupanje. In zato sem se odločila, da bom jaz lepo vprašala moje tarot karte, ker tarot karte vedno govorijo resnico. Tisti, ki ne verjamete v tarot karte, tisti, ki verjamete še vedno, da so to neko hudičevo delo, da je to ne vem kaj vse zlobno, dajmo no. Smo v 21. stoletju in čas je, da malo upgradamo ta negativna prepričanja. Torej, kaj so tarot karte? Rada bi še to na hitro povedala, da vas tako na hitro izobrazim in vam nekako predstavim to drugo perspektivo. Tarot karte so papir s sličico gor narisano. Nek umetnik je gor narisal svojo sličico. Torej, to je isto kot igralne karte za remi, za poker, za pač karkoli. Ista stvar. Samo da ima določena karta pač nek določen pomen. In zdaj, kako karte v resnici delujejo? Torej, mi oddajamo neke vibracije. Kadar si srečen, oddajaš pač srečno vibracijo, kadar si žalosten, oddajaš žalostno vibracijo. Če si predstavljaš, da prideš v sobo, kjer je 10 žalostnih ljudi, ti si srečen, boš po 1 uri druženja z njimi postal tudi ti bolj žalosten. Če si žalosten in prideš v sobo, kjer je 10 srečnih ljudi, boš po 1 uri druženja z njimi postal tudi ti srečen. To so te vibracije. Torej, mi se konstantno oddajamo neko vibracijo in jo spreminjamo. In karte v bistvu to vibracijo na nek način zaznavajo. Kako karte delujejo, to je v bistvu nek tak fenomen, ki ga je težko pojasniti, težko dokazati, ampak deluje po nekem takem principu kot, recimo to verjamem, da ste že dosti doživeli in dosti se tudi govori o tem primeru, ko si recimo hočeš kupiti nov avto in se odločiš, da si boš kupil recimo, ne vem, modre avto si boš kupil in potem kar naenkrat vidiš po cesti en kup teh modrih avtov iste znamke. Torej, točno tak avto, kot si ga ti želiš kupiti, ne. In je to neko naključje, ko prej nisi videl nobenega avta, zdaj pa, ko se ti odločiš, da boš ta avto kupil, je kar naenkrat ful takih avtov. In to so ta naključja, ki v bistvu jih ljudje ne znamo razlagati. Naključja pa so v bistvu, to naključje ustvarja Bog, vesolje, karma, pač nekaj, karkoli verjamete, nekaj, kar je višje od nas, nekaj, kar je večje od nas in nekaj, kar nas povezuje. Zdaj že, ki sem omenila karmo, vsi mislijo, da je karma nekaj slabega. Karma je nekaj nevtralnega. To je v bistvu zakon pravice. Karma je tisto, pač recimo nek Bog ali pa karkoli verjamete, kar je nad nami, vedno pošilja neko karmo in vedno te skozi karmo uči tvojih lekcij. Karma je v bistvu to, kar seješ, to žanješ. In to je vse. Karma je dobra in karma je slaba. Okej. Zdaj, karte napovedujejo prihodnost. Ja. Ampak jaz ne napovedujem prihodnosti s kartami, zato ker se mi to zdi en velik nesmisel. Jaz namreč verjamem, da si prihodnost kreiramo sami.
sami si jo kreiramo z določenimi odločitvami. Se pravi, če se ti odločiš, da boš danes vesel in srečen, imaš več možnosti, da boš vesel in srečen, kot če se odločiš, da boš žalosten. In zdaj, če ti karte povejo, da se ti bo zgodilo to in to, se ti bo zgodilo točno to in to. Zakaj? Zato, ker verjameš, da se ti bo zgodilo to in to. Jaz karte uporabljam zato, da rešujem določene probleme. Torej, jaz pogledam s kartami, s pomočjo kart, pogledam neko širšo perspektivo, ker karte pač, kot sem že rekla, zaznavajo vibracijo in po naključju padejo take karte, ki na nek pravi način opišejo situacijo iz drugih perspektiv. In tako dobiš neko širšo sliko o problemu in se potem tudi nekako lažje odločiš. Kaj bi še povedala? Tarot karte so v bistvu, to je igra. Igra, tako kot je igra remi, poker in vse druge igre. Ampak v bistvu, kaj je point? Point je v bistvu tisti, ki bere karte. Ta, ki bere karte, se poveže s svojo intuicijo. Intuicijo imamo vsi ljudje v sebi. Vsi smo se sposobni povezati s svojo intuicijo, oziroma temu bi rekli šesti čut. S pomočjo tega šestega čuta ti potem vidiš določene slike v mislih, slišiš določene zvoke. Recimo zdaj, če vam rečem, da si predstavljate slona, ki teče, si vsi predstavljate v mislih slona, ki teče. In na tak podoben način, ko pade karta dol, vidiš v mislih neke določene prizore, ki ti nekako pojasnijo pomen karte in ti dajo neko v bistvu širšo sliko. In ti kot tarot bralec oziroma prevajalec ali karkoli, moraš to sliko prevesti v besede. Včasih se intuicija se nekako pojavi tudi z nekim občutkom, ko čutiš nekaj, da moraš narediti, ali pa ko čutiš, da nekaj moraš reči, ko čutiš neko dobro energijo, slabo energijo. Ampak jaz mislim, da sem zdaj v grobem povedala vse, kar bi rada povedala, preden začnemo s tarot napovedmi, zato ker nočem, da mi tukaj kdo daje neke očitke in ne vem kaj. Tukaj smo, da se sprostimo, da se igramo, da pogledamo, kaj pravijo tarot karte. In zdaj tako, tarot karte ne pomenijo, da je to edina prava pot. Jaz verjamem, da bo karte povedala tisto, kar je zares res. Ampak karte so na koncu koncev samo slikice na listu papirja, zato pač vedno moramo uporabiti svojo glavo in svoje srce, da potem izberemo pravo odločitev. Jaz mislim, da sem zdaj povedala vse, tako da pojdimo pogledati, kaj pravijo tarot karte. Ok, zdaj igrali se bomo tako. Na tej strani bodo karte, ki nam bodo povedale, kaj se bo zgodilo, oziroma vse, kar moramo vedeti v zvezi s to novelo o zakonu, kaj se bo zgodilo, če obkrožimo za. Na tej strani bomo pa imeli proti. Torej, kaj se bo zgodilo, če izberemo proti, če pustimo zakon tak, kot je. Tukaj na sredini pa bom imela tisto, kar mene najbolj muči, kaj bi se zgodilo, če bi v večini oddali neveljavne glasovnice. To vem, da se še nikoli ni zgodilo, ali pa se mogoče celo je, ne vem. Me pa zanima, kaj bi se dejansko zgodilo. Kaj bi v bistvu, ne vem, ker iskreno nimam pojma. Pač jaz tako kot nek laik si mislim, da bi v bistvu to, če bi šli vsi na volišče, še posebej tisti, ki se jim ne da s tem ukvarjati in ki ne vejo, kaj prav, če bi šli vsi te na volišče in oddali neveljavno glasovnico, si mislim, da bi to v bistvu naredilo tiste res prave spremembe, ker potem bi se že začeli spraševati, kdo je tukaj nor. Tako pa dosti ljudi v bistvu sploh ne gre na volišče, ker si mislijo, saj moj glas ne bo nič spremenil, in dejansko pol pač se nič ne spremeni. Ok, zdaj najprej bomo pogledali, jaz bom ta video malček obdelala, zato da ne bo tako dolg in bom vmes sekala. Upam, da se ne bo kdo zatikal to, da jaz kaj nastavljam, ker iskreno nimam pojma, kaj bo karte pokazale. Oziroma, če bo kdo posumil, da tukaj nekaj ne štima, pa lahko objavim tudi neobdelan video. Ampak bom zaenkrat takole rezala, da bo krajše. Ok, to mislim, da bi moglo biti to. Zdaj še eno takole naredimo. In zdaj razdelimo karte na 3 kupčke, jih zložimo nazaj in poglejmo, kaj je splošna energija tega referenduma. Torej, kakšna je neka splošna energija. Imamo tukaj cesarico. Cesarica je karta obilja, karta negovanja. Torej, definitivno ta referendum, tukaj pa imamo še dvojko kelikov, ki je karta zaljubljencev. Se pravi,
Tukaj bi nekako povedali, nekako bi razbrala, da splošna energija je nekako, vse je nekako usmerjeno k temu, da ustvarimo v državi neko obilje. In tukaj, če pogledate dobro, je na karti tudi tak slab, kar je v bistvu ful dobra karta za to situacijo. Zdaj, zakaj imamo tukaj dvojko kelihov? Jaz mislim, da zdaj sem dobila nek drugačen preblisk. Kot splošna energija tega vpogleda imamo tukaj cesarico in dvojko zaljubljencev, in glede na to, da smo zdaj v Sloveniji precepljeni na za in naproti, bi rekla, da je tukaj v bistvu da nam bo ta vpogled pomagal, da tukaj najdemo neko združitev, da najdemo resnico. Evo, tle imamo še svečenika, ki je v bistvu nadgradnja te karte. Svečenik velja za neko tradicijo, za poroko, za nekaj, kar potem ostane večno. Se pravi, zagotovo je tukaj, imamo danes, nas okrožajo lepe energije in verjamem, da bo ta napoved v bistvu nam pomagala priti do neke resnice in nam pomagala tudi rešiti to težko vprašanje. No, vsaj zame je težko, verjamem, da za marsikoga ni, ampak okej. Kam bi zdaj tole postavila? Dajmo tole postaviti, nič, bom imela kar v roki. Okej, dajmo pogledati torej zdaj, kaj v splošnem pravi zakon, ta novela o zakonu. Okej, as kelihov. What? In kaj v splošnem predstavlja obstoječi zakon? Mag. Okej. Iz tega bi razbrala, da sta obe poti nekako pravilni oziroma v redu. Zdaj tako, kot proti imamo tukaj karto mag. Karta mag je karta manifestacije, torej to, da v bistvu ti vlagaš energijo v nekaj, da se ti pol to uresniči. In v splošnem bi rekla, da trenutni zakon je dober, ker to je velika arkana, se pravi, to je pomembna karta. Definitivno je to pomembna karta in nekako nam sporoča, da nam ta zakon omogoča vse, da si ustvarimo na zemlji obilje. Ker v bistvu ta mag usmerja z eno roko proti nebu in z eno roko proti zemlji. In na nek način pomeni, kakor nebesih, tako na zemlji. Se pravi, kot si ti želiš, tako dobiš. Torej, v splošnem, trenutni zakon bi rekla, da je dober, nam ponuja ogromno možnosti za ustvarjanje nekega obilja, za ustvarjanje nekega lepega ravnovesja na zemlji in za ohranjanje seveda zdrave pitne vode. Ampak tukaj imamo tudi eno zelo zanimivo karto, as kelihov. In če dobro pogledate, je to karta, iz katere je tukaj kelih in voda, kar kipi iz njega. Zdaj, to je karta male arkane, ampak je hkrati tudi as. Asi so zelo pomembne karte v tarotu in predstavljajo neko novost, neko novo pot. Glede na to, da imamo tukaj vodo in da gre to za referendum o vodah, sem tukaj mnenja, da novela v bistvu tukaj ne predstavlja nobene resnične nevarnosti, kvečjemu prinaša neko novost, neko življenje v to vodo. Ker tukaj imamo v bistvu mi nekako, ta kelih je prazen, tle ni nobene vode. In iz tega bi razbrala, da v bistvu ta novela, da nam prinaša možnost, da to vodo, da jo še bolj izkoristimo. Evo, tako. Naslednje vprašanje. Kaj so motivi za vsako stranko? Se pravi, za vsako stran. Kaj so njihovi motivi v ozadju in kaj so njihovi motivi v ozadju? Poglejmo najprej tukaj zakupček za. Tukaj imamo osmico novcev in priproti viteza kelihov. Torej, motivi v ozadju, tukaj imamo osmico novcev, pomeni, da je njihov motiv v bistvu delo na tem, da nekaj dokončamo. Nekaj, kar ni, če pogledate tale možiček, tukaj dela tele novce in tukaj sta mu ostala še dva za dokončati. In nekako bi tukaj zbrala, da motivi v ozadju za zakon vode so te, da nekaj ustvarimo do popolnosti, da nekaj zaključimo, da tisto, kar še ne funkcionira, da izboljšamo, da popravimo. Kaj pa so motivi teh, ki so proti vodi? Tukaj imamo viteza kelihov, to je karta vode, se pravi, lih prav za ta vpogled. Ampak, če pogledamo dobro, tale kelih tukaj je prazen. Se pravi, ta vitez nosi nek prazen kelih in tukaj imamo že en prazen kelih. In jaz mislim, da so tukaj motivi v ozadju te skupine. Jaz bi rekla tako, da na nek način tukaj čutim neko nedotakljivost narave,
ker v bistvu ta vitez gre proti reki, tukaj imamo neko reko. On hodi proti njej, ampak s praznim kelihom in nekako njihovi motivi so, kot na nek način ohranjamo vse tako, kot je in tega ne izkoriščajmo, ampak ne v negativnem smislu, pač nekako oni, jaz bi rekla, da oni hočejo, skoraj tako malček, pač vitezi kelihov veljajo za take sanjače, romantike, nekoga, ki je tak pretirano fantazijski in pa tle ne mislim nič slabega, nobenega jaz tle ne kritiziram ali karkoli, ampak na nek način se mi zdi, kot da oni, kot da ta skupina hoče nekako ohranjati to nedotakljivost. Njihovi argumenti so prazni, oziroma malček preveč iluzionistični, oziroma skoraj tako, pač nerealistični. Vitezi kelihov veljajo za take nerealiste, za take pač ekstremne romantike, ki živijo v neki pravljici. In recimo njihov motiv tukaj bi rekla, da je v bistvu zgolj ta, da hočejo ohranjati res nedotakljivost narave, zato ker ta vitez gre s praznim kelihom do reke, si natoči ta kelih in potem gre recimo domov, ne. Torej, vzame tisto, kar potrebuje. Medtem ko tukaj pa imamo interes, da je to v obilju, da se to razvije, da tukaj se nekaj ustvari. Ok, dajmo zdaj naslednje vprašanje pogledati, kaj so nevarnosti, če se ta novela sprejme. In kakšne so nevarnosti, če se ta novela ne sprejme? Spravi, kakšne so nevarnosti, če se ta novela sprejme? Ok. In kakšne so nevarnosti, če se ta novela ne sprejme? Ok, zanimivo. Ok, tukaj imamo sedmico mečev. Ta karta velja za, to je karta v bistvu hinavščine, laži, prevar in vsega tega. In to so v bistvu tudi moje bojazni. Torej, če se zakon sprejme, obstaja nevarnost, da bodo politiki našli v teh zakonih luknje, ki jim bojo omogočale, da oni ustvarjajo to, kar pač hočejo. In zdaj tako, ne, kaj stavimo v zakonih? Kdo ustvarja zakone? Pač, mislim, tisti, ki ustvarja zakone, jih ustvarja zato, da bo imel neko korist od njih. Isto kot starš postavi otrokom neka pravila, se pravi neke zakone, zato da bo imel starš neke določene koristi. Naprimer, pospravlja za sabo, zato da staršu ne bo treba pospravljati za otrokom, zato da jih naučijo tudi neke recimo, ne vem, pač da jih učijo nekega reda in čistoče, seveda, ampak recimo v ozadju je nek motiv, da njim ne bo treba pospravljati celo življenje za svojimi otroci. In tudi politiki, ne, se pravi, oni so dali zakon, se pravi, oni vejo, kaj hočejo doseči, zato so naredili tak zakon, ki bo njim omogočal določene pravice. Seveda tisti, ki postavlja zakone, ve, kje so luknje, ali pa tudi ne, včasih tudi ne, se pa s časom te luknje prej ali slej razkrijejo. In definitivno se tukaj zna zgoditi nevarnost, da bi si to nekako, da bi se okoriščali tega zakona in da bi tukaj iskali neke luknje in bi jih seveda tudi našli. In bi potem v bistvu pač bi to negativno izkoriščali. Sedmica mečev ni nikoli glih preveč dobra karta. Po drugi strani, kakšne so nevarnosti v bistvu, če zakon ostane tak, kot je? Tukaj imamo karto sodba. In jaz bi rekla, da, mislim, ta karta ni nikoli negativna. Ta karta gre za neko ponovno priložnost, neko novo rojstvo, ko se v bistvu prebudiš iz nekega, ko nekako zveš neko resnico, ko se prebudiš in ko ti stvari postanejo jasne, ko nekako slišiš ta svoj notranji glas. Tako da nevarnost, ki bi se lahko zgodila, če bi ostal zakon nespremenjen, je ta, da bi se ljudstvo prebudilo. Seveda to ni nevarnost, to je dobro. Kot sem že rekla, ta karta ni nikoli negativna. To je nekaj dobrega in bi na dolgi rok marsikaj mogoče celo spremenilo, prineslo neke konkretne spremembe. Ok, naslednje vprašanje, kaj nam vesolje sporoča? Kaj moramo vedeti v zvezi z določeno stranjo? Poglejmo, tukaj imamo viteza novcev in tukaj imamo kolo usode. Ok. Zdaj, tukaj bi rekla, da to zagotovo ta novela zagotovo nam prinaša na dolgi rok neko obilje. Tukaj imamo viteza s kelihom, torej on pride z nekim darilom. Torej, vesolje nam nekako sporoča, da je ta zakon neko darilo, ki bi nam pomagalo
priti do večjega obilja, ampak to je nek dolgoročen proces. Vitezi novcev so najpočasnejši vitezi v tarotu. Tako da to zagotovo ne bi bilo iz danes na jutri, da bi mi videli neke konkretne prednosti tega zakona, te novele, ampak na dolgi rok kaže, da bi znalo prinesti nekaj dobrega v naša življenja. Po drugi strani pa nam vesolje glede tega sporoča, če bomo izbrali proti, nam sporoča, da se bodo zgodile neke velike spremembe. Zdaj, ali bo še na dobro ali na slabo, bomo pogledali. Ampak definitivno kolo usode, tukaj imamo 3 velike arkane. Velike arkane so vedno v bistvu povezane z vesoljem oziroma z Bogom oziroma s čimerkoli pač verjamete in so neke karte, na katere mi sami nimamo nekega velikega vpliva. Tako da dajmo pogledati dolgoročni vpliv novele in dolgoročni vpliv, vkolikor ostane zakon tak, kot je. Torej, če sprejmemo novelo, bo dolgoročni vpliv 5 palic. Alright. Če pa ne izberemo, torej če zakon ostane enak, imamo kot dolgoročni vpliv viteza palic. Ok, definitivno tukaj bodo še neki konflikti. In jaz vem zakaj. Zato, ker, nekako si mislim, da zato, ker v bistvu, če izberemo za, bo nekako politika dobila moč. Takrat bojo oni rekli, mi smo močni, uspelo nam je, yes. In bodo še vedno naprej nekako to moč svojo metali na ljudstvo. In tukaj bodo še vedno te razkoli med levico, med desnico, med tretjimi, med četrtimi. In se zna zgoditi, da bo dosti nekih konfliktov. Zdaj, te konflikti niso neki strašni konflikti, ta karta ne predstavlja nekih vojn ali pa ne vem česa. Gre bolj za to, da so non-stop neka prcanja, non-stop neke obtožbe, tretje gor dol, skratka, sami eni problemi. Po drugi strani pa imamo tukaj kot dolgoročni vpliv viteza palic in zdaj ta karta je karta akcije, tako da kot dolgoročni vpliv jaz mislim, dolgoročni vpliv je ta, da zna biti levica močnejša od desnice. Jaz se ful ne spoznam na politiko in nimam pojma, ampak nekako, ker ta vitez je tak raztrgan, ne, in zdaj levica, to velja za v bistvu za ljudstvo in nekako, ne, tej stereotipi so taki, da pač levičarji so revno ljudstvo ali karkoli, ne, in glede na to, da je ta cel tak strgan, bi rekla, da bo to revno ljudstvo oziroma pač levičarji oziroma pač te, ki so nekako bolj na dnu, da bodo v bistvu, če ostane zakon tak, kot je, dobili neko svojo moč, dobili bo nek zagon. In to je v bistvu ful dobro, zato ker je levica definitivno mogoče malček preveč v ozadju. Ne vem, bo. Ok, dajmo zdaj pogledati še, kaj bi se zgodilo, če bi večina ljudi na referendumu oddala neveljavno glasovnico. Karta smrt, definitivno spremembe, transformacija, neke velike spremembe na obzorju. Ok, dajmo pogledati, kakšne spremembe bi prinesel tak izid. Vitez mečev. Definitivno bi se dosti ljudi upiralo proti tem spremembam. Tukaj bi nekako, jaz le čutim, da bi zavladal nek kaos. Zavladal bi nek kaos, ker tukaj bi nekako, ne vem, zelo take težke energije so tukaj. Kaj bi še vprašala? Kako bi to vplivalo, kako bi tak izid na referendumu vplival na našo družbo? Devetica mečev, definitivno bi prišlo neko težko obdobje. Ampak, ok, za vsem tem kaosom, dajmo pogledati za vsem tem kaosom, kaj nam vesolje svetuje. Moč, ok. In dajmo še pogledati izid. 6 palic, ok, cool. Ja, to je točno to, kar sem jaz predvidevala. In sicer, če bi v bistvu na referendumu večina glasov bila neveljavnih, bi definitivno v državi nastopil nek kaos. Ker to bi na nek način bil
upor ljudstva. Upor ljudstva proti politiki, proti vsem tem, proti vsem tem konfliktom, proti vsem tem nekim lažnim informacijam. In definitivno bi se začelo neko obdobje transformacije. To obdobje transformacije bi bilo, nekako tukaj imam občutek, da ne bi trajalo preveč dolgo, ampak bi pa bilo za marsikoga zelo težko, zato ker bi v bistvu bilo dosti stvari nejasnih, dosti stvari bi se spremenilo. Kadar se nekaj spreminja, kadar nekaj umira, kadar nekaj razpada, seveda je vedno nek strah prisoten, ker ne veš, kaj se bo potem iz tega zgodilo. Ampak vesolje nam tukaj svetuje, da bi mogli ohraniti neko notranjo moč. Se pravi, skrbeti zase in nekako dovoliti, da se stvari odvijajo tako, kot se odvijajo, in kot končni izid bi tukaj bili zmagovalci. Tukaj imamo recimo ljudstvo spet neko, tukaj bi pač nek zmagovalec tukaj bi bil. Dajmo pogledati, kaj bi se zgodilo s trenutno vlado, če bi bil tak izid, če bi torej večina ljudi oddala neveljavno glasovnico. Desetica novcev. Jaz mislim, ker ta karta je v bistvu karta vsega, karta obilja, vse, kar hočeš. To je v bistvu tisto, kar si vsak želi doseči enkrat v življenju, ko imaš vse, kar rabiš. In jaz bi rekla, da na koncu mogoče, vlada, ne vem, kaj bi se zgodilo, ampak definitivno pa bi prišle neke spremembe, ki bi na nek način nam pomagale do obilnejšega življenja, torej do lepšega in bolj srečnega življenja. Tako da, dajmo samo še s temi kartami na hitro pogledati, še neke nasvete mogoče, ali pa bomo dali samo za in za proti po eno karto. Katera karta je spet tukaj? Dvojka kelihov. To je ta karta tlele. Zanimivo. Torej, definitivno ta vpogled bo marsikomu olajšal dušo. No, meni jo je. Jaz že vem, kaj moramo obkrožiti. Tle imamo zdaj desetico mečev, kar nakazuje na konec nekih težkih bremen, konec nekih strahov, pač tistih v bistvu bolj miselnih bremen, ko se obremenjuješ, tako kot sem se jaz, s tem, ker nisem vedela, kaj moram obkrožiti, da bo prav. Dajmo pogledati tukaj eno karto za sem, kraljica kelihov, in eno karto za sem, dvojka mečev. Tukaj imamo kraljico kelihov, ki govori o tem, da v splošnem je ta ideja nekako, pač tukaj imamo gospo, ki se namaka v vodi. Se pravi, kaj hočejo karte tukaj povedati, je po moje to, da ta novela ne bo v bistvu vplivala na pitnost vode, ampak kvečjemu jo bo voda obogatila, kvečjemu bo pozitivno vplivala na vodne vire. Medtem ko tukaj imamo dvojko mečev in tudi tukaj imamo vodo, ampak ta voda je bolj plitva. In tukaj bi rekla, da v splošnem gre tukaj samo za upor proti spremembam, proti nekim novostim, ker ljudje v bistvu smo pač smernica oziroma sprememba je edina stalnica v življenju, ali kako se že reče. In ljudje se pa bojimo sprememb, zato ker vedno prinesejo nekaj novega in ne vemo, kaj bo na dolgi rok to prineslo. Ko pa imamo neko rutino, pa vemo, kaj pričakovati, kadar se pa nekaj spremeni, pa pol ne vemo, kaj lahko pričakujemo. In tukaj v bistvu glih to, ta energija, energija ljudi, ki so proti, je v bistvu samo v tem, da je nek strah, kaj so motivi za vso to novelo, kaj so tisti res pravi motivi, nekako strah, da bo tukaj prišlo do neke izsušitve, ker tukaj imamo ful malo vode, da bo konec pitne vode, in dajmo še eno karto nasveta za obe. Se pravi, tukaj eno in tukaj eno. In evo, tukaj imamo šestico, spet imamo karte, ki so povezane z vodo, tukaj imamo šestico mečev, torej nekdo, ki zaplava v vodo, zaplava v mirne vode. Se pravi, tukaj govori o tem, da se nehajmo kregati, da dajmo sprostiti te negativne energije in začnimo zares ceniti vodo, ne pa se toliko obremenjevati s temi nekimi političnimi pogajanji, kdo je boljši.
In tukaj imamo kot nasvet trojko kelihov, enako velja, dajmo se združiti, dajmo nekako, tukaj me je zdaj prešila ena misel, ne, in recimo moj predlog bi bil, ker jaz mislim, da noben od nas normalnih ljudi, ki se ne ukvarjamo z vodami, s politiko in z zakonodajami, da nima dovolj dobrega znanja o tem, da bi se lahko pravilno odločal. In tako kot jaz čutim tukaj, oziroma, torej mi nismo nekako, nimamo, kako se reče, no, ne najti tiste besede, nimamo lih tega pravega znanja, da bi lahko mi pravilno odločali, kaj je prav in kaj je narobe. In to definitivno nismo mi ljudje, ki bi mogli o tem odločati. In zato bi jaz recimo tukaj predlagala, da bi se politiki usedli skupaj z odvetniki, s tistimi odvetniki, ki znajo iskati luknje v sistemu, in z vodnimi strokovnjaki. In potem bi politiki povedali, kakšen zakon bi hoteli ustvariti, vodni strokovnjaki bi rekli, kaj se bojijo, da bi ta zakon prinesel, in odvetniki bi pogledali, če je v zakonu kaj takega, kar temu preprečuje, oziroma bi dodali točko, ki bi to preprečila, da bi vodni strokovnjaki bili zadovoljni, da bi bili zadovoljni politiki in odvetniki. Ker odvetniki mislim, da oni znajo tako pač iskati luknje v sistemu, v zakonu, in taki odvetniki, ki so recimo kritični proti politiki, bi lahko v bistvu tle ful prispevali k temu, da bi stali na strani, oziroma lahko bi, pač tle definitivno bi se mogli združiti vsi, ki so v to vpleteni in ki imajo neko znanje na tem področju. In to neko delavsko ljudstvo, oziroma pač mi, ljudje, ki živimo normalna življenja, ne neka politična, da pač se nam ne bi bilo treba o tem odločiti, ker enostavno nimamo mi znanja, nimamo mi izkušenj, ki bi nam omogočile, da se prav odločimo. Vsi se tukaj odločamo samo na podlagi politike, ali si desni ali si levi, in tukaj je vsa zgodba. Oziroma, zelo malo ljudi se dejansko odloča na podlagi dejstev, tako bom rekla, ker nekateri se. Poznam nekaj ljudi, ki so odločali na podlagi konkretnih dejstev, in tak način je pravi, ne pa način, da zato, ker je to politika naredila, da je treba avtomatično iti kontra. Treba je pogledati širše. In zdaj, če naredimo nek povzetek, jaz bi rekla to, kar sem od vedno mislila, da pač ta novela ni nič, slabega. Tukaj imamo asa kelihov, in as kelihov, da pride tukaj za, je ful zanimivo naključje. Se pravi, jaz mislim, da nekako ta zakon res omogoča, da bi mi začeli živeti skupaj z vodo, da bi začeli še bolj ceniti. Ker ja, verjetno bi se gradilo ob rekah kakšni objekti, ampak jaz mislim, da bi to bilo bolj nekaj v smislu varianta neki gostilniški lokali, ki bi na nek način, seveda ne bi dali kar vsakemu možnost, da gradi tam. Bi mogel verjetno nekako dati nek argument, zakaj hoče biti direkt ob reki. Kako bi reko povezal z ljudmi, vodo, karkoli. In jaz mislim, da tukaj v bistvu problem je samo v tem, da če izberemo za, bo dobila politika ful veliko moč, in to bo v bistvu naredilo še večji razkol med ljudmi. V splošnem je zakon v redu, v splošnem zakon prinaša res lepe spremembe, je pa res, da ima ta zakon oziroma novela še vedno neke luknje, ki bi se jih politiki lahko okoriščali. Še posebej z vodnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v tesnem stiku z njimi, recimo. Po drugi strani pa tukaj zakon proti kot sam zakon ni dovolj dober, zato ker imamo tukaj prazne kelihe, in to mi nekako daje nek namig, da ta zakon je še pomanjkljiv, da tukaj bi bile dobre še kakšne izboljšave. Ampak definitivno je treba poskrbeti za tole, se pravi, da se ljudje tega, oziroma da se politiki tega ne bodo, ali pa mogoče tudi ljudje, ne bodo potem okoriščali. Treba je pogledati vse luknje in jih zakrpati. Ampak definitivno, če bo izbrana proti, kar jaz mislim, da bo proti, ker po to, kar sem jaz videla, je dosti več ljudi bilo proti kot za, bo to prineslo neke velike spremembe, in tukaj mislim predvsem to, da bo ljudstvo dobilo moč. In dajmo še pogledati, kaj nam bo prinesla ta moč. To me še zanima. Kaj nam bo prinesla ta moč, ki jo bomo dobili, če bo novela zavrnjena?
Kakšna karta je padla? Devetica mečev, bomo kar dali sem dol. Pardon, devetica novcev. Kakšno moč bo dobilo ljudstvo? Imamo tle že en odgovor, devetico novcev in... Ok, te karte ne bom dala, ker je bila spodaj in je bolj zdrsena, bomo uporabili te tri. Ampak imamo tukaj devetico novcev, ki je v bistvu mala cesarica. To je, tale karta je cesarica v nastajanju. Imamo kraljico palic, to je neka, jaz bi rekla, da je to naša Slovenija. Torej, da bi Slovenija nekako v splošnem kot ljudstvo postala zelo samozavestna, da bi našli neko srečo, da bi našli nek optimizem v prihodnosti in hkrati tudi tukaj bi nekako ta cesar se mi zdi, kot da je to politika, vlada, karkoli. In jaz mislim, da bi tukaj našli neko lepo harmonijo med levimi in desnimi. Tako da definitivno gre tukaj bolj za to, da je to nek spor politični spor, bog ve, ali je bil zdržiran ali ne, ne vemo, upam, da ne. Ampak definitivno nam je ta izkušnja prinesla nekaj lepega in v splošnem jaz bi tukaj svetovala tako. Če si tudi ti tak, da ne veš, kako se odločiti. Pač razmisli, poglej, kar čutiš, tako bom rekla. In nekako karte so mi dale upanje, da je proti prava izbira. Ampak zakaj? Zato, ker ta zakon oziroma ta novela ima določene luknje, ki bi jih lahko politiki izkoriščali, medtem ko tukaj pa imamo tri velike arkane, kar definitivno pomeni, da bi prišlo do neke res lepe spremembe, ljudstvo bi se dvignilo, dobilo bi moč, postali bi močnejši in tudi politiki, tukaj med politiki oziroma med desničarji in levičarji bi, jaz mislim, zavladala neka lepša energija, ki bi nas tudi peljala proti nekemu obilju in nekemu dolgoročni sreči v življenju in nasplošno kot v državi. Ne pozabiti, to je igra, jaz v to igro sicer verjamem, vem, da mi je povedala resnico, ampak ti se odloči po svoji lastni presoji. Ne glej na karte, niti ne glej na to, kaj pravijo za proti in enostavno provaj začutiti v sebi, kaj misliš, da je prav. In jaz sem bila nekako v dilemi in ta vpogled mi je dal tisto mirnost v srce, da je v bistvu proti v tem trenutku prava odločitev in zgolj zato, ker bo ljudstvo dobilo svojo moč, ki jo potrebuje, zato ker politika ima ta trenutek preveč moči in je prav, da jo vzamemo. Novela o zakonu o vodah pa bo bolj zrela, jaz mislim, malček kasneje, ko se pomiri ta situacija s covidom, če se bo sploh kdaj, in da takrat v bistvu se bolj poglobimo in naredimo tak zakon, ki bo prinesel mirnost tako desnim kot levim in ki ne bo omogočal nekih čudnih mučk in šušk. Hvala vsem, ki ste ostali z mano, hvala vsem, ki ste pogledali. Res bi vas rada opozorila, to je igra, to smo se zabavali, upam, da je bilo zabavno tudi vam, upam, da ste mogoče dobili kakšno novo perspektivo, da se lažje odločite in da izberete tisto pravo možnost za vas. Spodaj v opisu pa imate tudi vse informacije o meni, če vas še karkoli zanima. Vesela bom tudi kakšne donacije, če vam je ta napoved prinesla neko mirnost, neko jasnost, bom zelo hvaležna, če mi to na nek način izkažete tudi z donacijo. Ni nujno, seveda nobenega ne silim v to, veliko boste naredili že, če boste stisnili kakšen like, če boste delili ta posnetek med svoje prijatelje in jim sporočili, da ni potrebno se kregati, ni potrebno dokazovati se z nekimi pretiravanji, z nekim dokazovanjem. Pač enostavno, dajmo razmišljati malček bolj objektivno, dajmo dati vse zamere politike na stran in dajmo se osredotočiti samo na novelo in ne novelo pumpati, ne ostale ljudi nagovarjati na neke laži, ker s tem se ustvarja samo še večje sovraštvo. Dajmo povedati iskreno, tako kot je in
Tukaj v bistvu se gre bolj za to, da se ljudstvo dvigne in zato sem jaz proti, po novem. Včeraj sem bila še v dilemi, ampak danes sem proti, zato ker hočem, da ljudstvo dobi moč. Hočem, da politika vidi, da ne more vedno delati vse tako, kot sama hoče. Da mora poslušati tudi nas. In definitivno jaz sem za spremembo zakona, ampak mogoče bi bilo dobro, da bi tukaj se vključili še drugi strokovnjaki in bi se to naredilo malček bolj poglobljeno in malček bolj natančno. Hvala vam, ker ste bili v moji družbi in se vidimo spet kaj kmalu.